pol se mi zdi, da si istočasno polnim in praznim baterije. Veš, tako. Pa ponavadi sem na plusu, no. Ne grem, ali pa vsaj na nuli, no. V minus grem bolj redko. Enkrat se mi je zgodil, mislim, da je bilo 2015 ali 2016, ne vem več točno, vnetje sapnika. Jaz sploh nisem vedela, da se to da, ker pač nisem imela tega nikoli. Ja, v bistvu je en tak dober miks med mano pa bivšim možem. No. Tako se mi zdi, da je od obeh pobral ta dobre in tudi kakšno stvar, ki bi lahko spustil. No. Danes skodelico kave pijem z eno naših najbolj cenjenih pevk, Nuško Drašček. Lepo pozdravljena. Živjo, dobro jutro. Dobro jutro, ja. Pa moram povedati, da si bila ena izmed gostih, ki je bila najbolj vesela, da sem mi ponudila kavico. Ja, to je pa, mislim, tisti, ki si je ta prvi izmislil, da bi ta zrna malo prepražil pa prelil z vodo, jaz legenda, pač klanjam se, res, jaz brez kave ne pridem čez dan, ni variante. Mislim, da nas je več takšnih. Ja. Kakšno kavo pa sicer piješ? Največkrat z mlekom. To mi je zelo, tudi če je res dobro, potem tudi espresso, seveda, tudi kakšen macchiato, pač čisto odvisen. Zelo mi je, všeč mi je von, všeč mi je okus, tako da sem kar, pa nisem bila, no, dokler nisem tam avga dobila, oziroma, ko sem rodila, seveda ne, ampak potem, ko se je njemu zdelo, da se dan začne bistveno bolj zgodaj, kot bi se to zdelo meni, takrat ni šlo od takrat dalje, pač brez kave. Prej pa nisem pila. A ne? Ne. Sploh ne? Sploh ne. Dišala mi je vedno, nisem je pa pila, ker sem pač tudi imela ta luksus, da sem se lahko zjutraj tudi obrnala, če mi kaj ni pasal, ne. Absolutno, seveda v študentskih letih sploh ne. Tako da potem v bistvu, no, ko je bilo pa treba pač dan štartati in biti operativen in funkcionalen cel dan, takrat je pa, sem pa ugotovila, da je zelo dobra. Pa probala pa si jo že verjetno prej. Ja, ampak okus mi ni nekako, mi ni pasal, no. Tako da zdaj pa ni variante, to je prva stvar zjutraj. Se okusi se potem skozi leta obrnejo, ne? Ja, seveda. Da tole kar prav pride. To me veseli, upam, da bo dobra. Bo. Je, sem že probala. Ja, imaš kar tempo, ne? Zdaj smo že malce klepetali, pa danes poln dan, veliko se ti dogaja. Ja, se veliko s kakšnimi kolegi, ki se pogovarjamo, ne pa vedno rečem, zdaj imam to, pa jo, imaš gožo, ne, se to je ta teden, pa mi pa znam te kolege rekel, kak je ta teden, vsakeč, ki te vprašam, je tako, ne. Ampak nekako sem se tega tudi navadila, ne, pač velike obveznosti, veliko stvari se dela, se pravi, ali so, mislim, že v osnovi je pač so vaje v operi, pa učenje na akademiji, kjer imam docenturo, ne. Potem pride pa še vse ostalo zraven, ne. Od realnega življenja do koncertov, nastopov, predstav, ženske brez filtra, skratka, vedno nekaj, ampak nekako tega tempa sem kar navajena, tako da ni zdaj tak šok, bi rekla, ne. Pridejo pa včasih tedni, ki so pa tudi zame malo težji, no, ali pa dnevi, dajmo reči. Se mogoče bi ti pa manjkalo, če ne bi bil natrpan urnik, pa po nekem času. Po nekem času, ja, mogoče res, ja. Čeprav poletje vedno prav pride, no. Ja. Ta reset je zelo fajn. Takrat je že vzdušje takšno, da mora biti malo bolj na easy. Bolj počasi, ja. Da imaš kar raznoliko, ja, in zdaj še stand-up komedija, na vse pole malce. Ja. Tega projekta sem zelo vesela, no. V bistvu je prišel res v pravem trenutku, ker sem v letošnji sezoni tudi v operi malce bolj prosta, ker sem imela 3 zelo, zelo polne sezone za sabo in tudi predstav nekako ni bilo ravno takih, da bi zdaj, bom rekla, bi bila vloga zame, jutro je, zapleta se. Tako da je dejansko sem imela malček več časa ob večerih in ko so mi predstavili projekt, mislim, meni itak stand-up, ga imam zelo rada, spremljam tako tuje kot naše, kolikor se le da pač. In mi je bilo to res en tak, čist, mislim, je oder, isti oder v principu, ampak je čist nekaj drugega, ne. Čeprav mi je zanimivo, da še vedno pač, ampak to je čist refleksno. Vsakeč preden grem, ne, naredim neko vajo povalno, veš, hodiš pa nekaj pa tako v glavi, ne poješ, danes v redu je, ne rabiš, ne. Ampak ne morem, pač, ko se približuje oder, tako, ko hodim po hodnikih Cankarjevega doma, pač, kadar sem v Cankarju ponovno pojem, redko kdaj grem samo poslušati in pač si pojem, ne, upevam se, ne, tako da, se pravi, mi je isti oder, ampak je drugačen, ne, in je zelo, zelo fajn, no. Res smo super ekipa, zelo se dobro razumemo, tako da
v bistvu je predstava del našega druženja. Veš, kaj mislim? Tako pač mi se dobimo, pa se smejimo, pa se zabavamo, pa super, pa gre pa vsake toliko ena pač na oder povedati svoje, pa gre nazaj. Tako da se imamo zelo fajn. No. In je res mislim, izjemno se zabavamo. Na odru, za odrom, tudi publika je krasna. To je dober občutek, no, ki jih potegneš s sabo, pa se začnejo smejati. To je res je fajn. No. Ja, sicer te komedije nisem gledala še. Pohiti. Ja. Ampak se mi zdi, da res pašeš tja. Se mi zdi, da si vedno imela neko tako iskrico, tako igrivo, pa malo humorja. In da prav, prav ti. Ja, hvala. No. Ja, marsikdo je presenečen, ker mogoče, ker me ne poznajo toliko ali pa ne vidijo toliko te iskrice, ne. Ampak tukaj lahko tudi malo bolj poradiš, ko povem stvari, pa mi paše, ne? Ker je le drugačen medij, ne? Si lahko mogoče malo več prvoščiš, kot na kakšnem, pač seveda je normalno, da če imaš koncert je nekaj drugega, ne? Predstava je tudi nekaj drugega, operna, ne? Ampak tukaj pa res lahko, pa v bistvu je fajn, ker tudi imam neko vlogo, se pravi, igram poročeno mamico 2 otrok in je super v bistvu, ker si ti pa nisi ti, ne, seveda, nisem neporočena, niti nimam 2 otrok, imam samo sina, ne. Tako da je v bistvu super, no. Kako so pa domači to sprejeli, da greš v komedijo? So videli to, ne? Ja, videli seveda, mami je bila 2-krat, tako da čisto redo. Pa oni me tako poznajo. Vejo, da sem malo hecam. Kaj pa te sedaj čaka še kaj v operi? V operi trenutno na koncu sezone imamo ponovitve Marije de Buenos Aires. To je v bistvu baletna predstava, kjer v bistvu je preplet, se pravi glasba in petje se izvajata v živo, Astor Piazzolla je to napisal in je zelo, zelo fajn. No. Tak, bom rekla, tak čist. Se pravi, že samo predstave v operi so super, pa je intenzivno delo in tako, ampak ko imaš pa zraven še balet, kjer se to skozi prepleta, pa ima enkrat en glavno vlogo, drugič drugo glavno, se pravi, moraš se malo umikati, primikati, znati povezati s plesnimi gibi, tudi petje, igranje. Super izkušnja. No. Je bolj dinamično. Ja, bolj dinamično na nek način. Ja, in zelo imam rada te projekte, kjer se poveže v bistvu cela hiša. Ne. Se pravi, oba večja sektorja se prepletata med sabo in to je zelo dober občutek. Ne. In super kreativno. Glasba je čudovita. Tango pač, ta ogenj je krasen. Ne. Tako da to imam, no, zdaj do konca sezone, hkrati pa že se pripravljam in študiram in se učim za novo sezono. Ne. Ker poletje bo kratko, ne? Konec avgusta že začnemo z ansambelskimi vajami, se pravi pevskimi. Potem se pa začnejo v septembra že režijske, ne? Oktobra je pa premiera, tako da bo kar poletje ne bo toliko zelo mirno, kar se tiče tega, bo kar študijskega procesa, kar nekaj, ker moram to spraviti tudi ne gre samo za naučiti se, spraviti tudi v kondicijo, vokalno, fizično. Hkrati moram pa že razmišljati tudi na jesenski del sezone, kjer pa ponavljam eno predstavo, ki je pa meni zelo ljuba. Pa zdaj ne morem še povedati za tega, ker ne vem, če so že uradne informacije zunaj, kar se sezone tiče, ampak ena mojih, če ne najljubša predstava, no, se vrača na oder, tako da tega se neskončno veselim, je pa fizično in vokalno zelo zahtevna. Kar pomeni, da moram zdaj čez poletje v bistvu dvotirno se pripraviti. Moram se skupaj, kondicijsko moram pač priti na tak nivo, da lahko potem preklopim in da lahko hitro potem spet obnovim. Ne. Prej si že omenjala, da si imela en del, oziroma 3 leta si rekla zelo naporno, potem malo manj. Kako si to v operi, mislim? Zdaj vem, da si zaposlena v operi, ampak kako si potem določite, oziroma je to kakšna kvota, koliko morate imeti predstav? Ni kvote. Enostavno pač, ko se postavlja sezona, to pač umetniško-organizacijski korpusi to delajo, umetniški direktor pri nas, se pravi, on pogleda, kaj smo že imeli, kaj bi bilo dobro, s katerimi režiserji bi lahko sodelovali, kaj bi bilo dobro za ljudi, ki jih ima v hiši, v smislu pevskem seveda, in potem se postavi in sestavi sezona. Velik fakt, mislim, jaz si v bistvu sploh niti ne znam predstavljati, na koliko stvari v bistvu mora vse pomisliti za to, da sezona stoji. Ne. To je kar konkretno delo in konkreten razmislek. Tako da mi je v bistvu zdaj sem v 3 letih res lahko si dala duška, bom rekla, oziroma pela res krasne vloge. Ne? Od naslovnih velikih do tistih srednjih, ki so tudi super, še posebej v kakšnih izjemnih predstavah, recimo, naprimer Faust mi pride na misel, imamo tudi super zasedbo in tako, in je moja vloga sicer manjša, ampak je čudovita predstava. Ne? Tako da ni tega občutka, da bi zdaj, to imam nekaj malega, nikoli ni.
ni malih, velikih, v bistvu so samo dobro, pa slabo narejene. Tako da to je bilo res sem lahko, bom rekla, precej izpela, pa ne izpela, odpela tisto, kar sem si že želela. Zdaj pa že malo gledamo tudi naprej, no, kaj bi, pa kako bi, pa kateri so še naslovi, ki bi bili meni zanimivi tudi. Ne. Vedno pa to v sodelovanju, pač seveda z umetniškim direktorjem, vedno se pogovoriš enkrat na leto, vsaj je sestanek, da se malo pogovoriš tudi, da se pomeniš o tem tudi, kako se tvoj glas razvija, ne, ker to ne ostaja skozi isto, seveda. Ne. Tako da ja, to je, bom rekla, vse življenjska specializacija. Nikoli ni konc. A imate potem tudi menjave ali vedno ti v neki predstavi odpoješ, recimo, če imaš zdaj glavno vlogo? Ja, vedno sva dve na vlogi ponavadi, lahko da je še kakšen v študiju, tak ima vlogo v študiju, pomeni, da je pač prisoten na vajah, da opazuje, ni pa to nekdo, ki dela na vajah, ki aktivno soustvarja, razen če, ne vem, ali da obe zboliva ali kakorkoli, ne. Tako da vedno sva dve, no, ravno zaradi tega, če se karkoli zgodi, recimo to se je zgodilo zdaj lansko, kjer mesec je maj. Decembra, ne, lani, so imeli v Cankarjevem domu, je bila premiera Netopirja. Jaz nisem bila predvidena za vlogo, ampak je kolegica zbolela. In so me prosili pač, če lahko vskočim, tako da sem imela zelo, zelo kratek študijski proces. Imela sem, mislim, da 2 korepeticiji, se pravi 2-krat sem se dobila s pianistko. To je bila sreda, četrtek, v petek sem šla že na oder. Tudi malo delati, pa seveda s to drugo, ki je tudi bila na vlogi, da so se slišali, mi je povedala režijsko, kaj pa kako, kje. Pa v bistvu v petek kar že na oder vaditi, v soboto je bila glavna vaja s klavirjem, v torek smo imeli generalko in četrtek je bila premiera. Ne? Torej slab teden. Ja. Drugače se pa pripravljate več mesecev. Ja, tako v bistvu. Zdaj, moja priprava je definitivno večmesečna, ne? Potem pa same režijske, ta proces postavljanja je skrajšan. Zdaj, tukaj konkretno tudi ni šlo za preveliko vlogo, tako da se je dal. Ne? Za kakšne večje, recimo, če bi mogla vskočiti za glavno vlogo, bi bilo pa seveda je ponavadi tako, da to vlogo že znaš, da si jo nekje že pel. Ne? Drugače je to, kar ne more, glava enostavno ne more to pokonzumirati. Ne? Tako da ja. Sploh pa zato, ker se verjetno tako celostno prelevite v ta lika, ne? Ja, treba je, ne. Pa tudi v grlu mora biti, ne. To mora v postavitvi glasu mora vloga stati. Ni vse za vsazga, ne. Tako da ja, to je bilo kar zanimivo. Ker sem imela istočasno še predstave, seveda, ne, ženske brez filtra. Na dan premiere sem imela najprej predstavo, pa sem pa letela v Cankarja. Wow. Tako da to je bilo, zato pa rečem, ko me vprašajo, kak si, ne vem, ne pol leta imam že december, tako da je v redu. Še kar si dam. Ja, še kar je. Veliko, ampak mislim, jaz imam to zelo rada, ne, jaz uživam v vseh teh mojih pojavnostih, če lahko rečem. Napolni me, saj sem utrujena, normalno sem utrujena, kdo pa ne bi bil, ne, ampak dobiš tokenega feedbacka, pa to je le kreativni proces, ne. To tudi vzame, ampak tudi ogromno dane. Tako da to je pol, se mi zdi, da si istočasno polnim in praznim baterije. Ja. Pa ponavadi sem na plusu, no. Ne grem, ali pa vsaj na nuli, no. V minus grem bolj redko. Verjamem, ja, ker vse, kar sem od tebe prebrala, gledala podcast v svoji analizi, seveda, ne. Ja. Sem videla, da pač ti je opera in petje in vse, kar je s tem povezano. To si res ti, ne. Ja. Tudi drugi so napisali, pa Nuška kar žariko o tem govorim. Ja, res je. Sem videla lepe odzive. Ja, enostavno pač imam srečo, ker to vem, da ni dano vsakmu, da bi lahko res 100% delal tisto, kar ga neskončno veseli. Ne? Tako da se zelo zavedam tega, da mi je to, da imam srečo, no, v bistvu. Ker to je tudi malo sreče. Ne? Nekaj je seveda znanja, pa tega, da ti delaš pa vse, ampak en majčken faktor mora biti pa tudi sreča. Ne? Tako da to je čist nekaj posebnega. No? Kako pa deluješ pod stresom? Zdaj lahko se tudi obrneva nazaj na december. Ja. Verjetno je bilo hektično. Ja, organiziram se, pa grem od ene točke do druge. Poskušam čim manj komplicirati, ker to so večinoma pač samo stvari, ki jih je treba pač samo zorganizirati na kak način. Da imam pa srečo tudi na nek način, bom rekla, ker se načeloma zelo hitro učim. Se pravi, tudi če pride kakšna stvar, ki je treba na novo ali pa na hiter, mi glava dost hitro odreagira. Zdaj, koliko je tle dejansko retenzije, ne? Se pravi, da bi jaz zdaj čez 2 meseca točno vedela, kaj se zna zgoditi, da gre to kar ven. Ne? To je tako, kot tisto, zadnji dan učenja pred izpiti, pa samo tako, da narediš, pa pade ven. Ne?
Ampak ja, sem imela tudi kakšne momente, ko sem se pač v avtu učila skladbe za koncert, na katerega sem se pelala, recimo, ne. Tudi to se zgodi. Ampak pač vse znotraj tega, da jaz vem, da to gre. Tako da to mi ne povzroči stresa. Stres mi povzroča bolj kakšno pomanjkanje spanja ali pa to me ponavadi. No. Ker zdaj, da bi rekla, da zbolim, bom potrkala, ampak to niti ne. Mogoče, da se me kaj začne, ampak zelo hitro odreagiram, ker se poznam. Pa že zdaj verjetno imaš recept, kaj narediti. Ja, preventiva, absolutno. Če gre, če zboliš, tukaj nimaš kaj. Ampak se mi res bolj redko zgodi, no, tako da, ampak sam spanje pa, tako da doskratno, če mi le uspe, še čez dan, kakšne pol urce, pa je pol predslaži. Pa spet power nap. Pa spet. Da dan spet začneš. Ja. Ne, zna biti, mislim, se mi zdi, da kar dobro funkcioniram, no. Sam je pa res vse tako zelo po reglicih, pa vse je ne bom rekla na minuto, ampak toliko že, veš, tudi po tolikih letih v bistvu nekaj izkušnje že imaš, točno veš, kaj in koliko časa rabiš, ne. Mi je pa res vedno, tudi kadar se začnejo taka obdobja, najpomembnejša mi je maksimizacija spanja. Se pravi, to čim več, ker to mi je meni ultimativno. Sem kar polhec. Pa podpišem hibernacijo takoj. Ja, to sem prebrala, ja, da mora biti spanec, zato je nujno, kar si tudi zelo sama potrdila. Potem pa mi je bilo zelo zanimivo, da ne ješ 3 ure pred nastopom. Ja. Pa še nekaj sem prebrala, kaže. Da moraš biti 3 ure prej budna, da se glas prebudi. Ja. To je bilo ful zanimivo prebrati. Ja, to vse govorimo zdaj seveda o operi. Čeprav tudi pred koncerti, ki niso operni, ne morem. Enostavno mi telo mi ne da toliko ali pa ne odziva se na isti način, če je polno. Ne? Tako da ja, ker enostavno se mi začne spahvati. Pač ne bi bilo lepo. Si predstavljaš na mikrofon? Pa... Ne bi bilo. Ta ful nek lep komad pa vmes. Ne, tako da to ne morem, pa tudi boljši občutek mi je. Lažje, ne? Ja, lažje, absolutno. Tudi recimo, tudi voda je, ne morem tisti, da bi lahko pol litra spila pa grem gor. Moram po požirkih, ker meni se to vse na izpahovanju poznano. Spahovanje, ne izpahovanje. Tako da ja, to recimo to 3 ure prej velja pa predvsem za jutranje vaje, ne. Tako da če je vaja ob 10, pa da vem, da se bom recimo, jaz se moram potem ob 9:30 v 5, ali pa ajde 15 do, če sem bolj pozna, to pomeni, da moram biti ob 7 budna. Ne, moram vstati, zato da telo dojame, da kjer ga leta smo, kaj se dogaja, ne. Da imam mirno jutro, da imam cel ritual, če imam čas tudi potelovaditi, zato da se telo aktivira. In potem je treba iti in delati, ker drugače je lahko hitro si narediš kakšno poškodbo, čisto po nepotrebnem. Ne? Hitro lahko kaj narobe narediš. Jaz nekako rabim te 3 ure, no. Se mi zdi, da je to kar dost. Pa se nisem sam jaz, kakor se s kolegi pogovarjam, smo kar vsi na istem, no. Da pač mora biti telo enostavno, mora biti aktivno in aktivirano, preden se lotiš, ker to je, opera je zahtevna, ne, to je zahteva celo telo. Pred podcastom pa nisi rabila vstati 3 ure prej. Ne, nisem 3 ure prej, bi bilo pa dobro, če bi mogoče kakšne pol urce prej, ker dejansko sem. Ampak okej. Super ti gre. Hvala. Ja, saj sem razmišljala, da mora biti kar malo stresno, da je v bistvu glas tvoj inštrument, ne? Tako je recimo športniku telo, pri tebi je glas in kot si sama rekla, ne, da ga ne poškoduješ. Mi ljudje, ki ne pojemo, torej ne razmišljamo o tem, da si bom poškodovala glas. Ja, se mi zdi, da sem to nekako tudi tekom študija, pa celega tega procesa, ki ni bil vedno vezan samo na Akademijo za glasbo, oziroma ni bil v celoti vezan samo na Akademijo za glasbo, prideš do tega, ne, vidiš, kaj dejansko rabiš in koliko rabiš za to, da si optimalen. Ne. Nisi vedno 100%, ampak moraš to nekako znati ali zakamuflirati, ali premagati, ali kakorkoli. Ker včasih se tudi telo odloči, da lahko ti 6 ur prej po konci, jaz danes delal bom. Ne, dejansko ne, ampak moraš nekako najti ten način, da se zaktivira. Ne. Jaz sicer, mislim, vedno pač je zraven adrenalin, normalno, tako da to pomaga. Ampak ja, je, mislim, vedno ta razmislek. Jaz načeloma sicer ne kompliciram preveč,
Nikoli, mislim, ne hodim nisem rada v glasnih prostorih, ampak to nikoli nisem bila rada, to ni zdaj nekaj novega. Ne maram mrzlih pijač z 2 izjemoma. Ki sta pivo in pa Coca-Cola, če že pride do tega. No pa vino na ta pravi temperaturi. Zaradi okusa. To je pa samoumevno, da mora biti. Ne maram recimo mrzle vode pa tako, no. Ampak nimam pa, ne vem, ne izogibam se klimi, ker je nerealno. Ne moreš se izogniti, kamorkoli prideš je klimatizirano, tako da to sem se v štartu sama sabo pomenila, da to pač name vplivalo ne bo. Pa pravilno upevanje, ne. Upevanje je zelo pomembno, se pravi ogrevanje, na kakšen način ti glas ogreješ in da jaz ga pač vedno ogrejem. Tudi če imam ne klasične, ne operne koncerte, vedno se pravilno upojem, zato da to pač funkcionira vedno tako, kot mora. Torej, to ni značilno za vse pevce? Mislim, nismo se nikoli tako, da bi se mislim, da se vsi upevajo, no? Ne poznam nobenega tako, da ne bi. Zdaj, odvisno je pač od dolžine, pa odvisno je, kakšen tip upevanja je, ne? Ampak jaz se vedno poslužujem klasičnega, ker to pač najbolj pravilno ogreje celoten pevski aparat. Zdaj, kaj pa jaz pol z njim delam, je pa drugo, ne? Ampak ja, to nekako se mi zdi, da je tak moj ritual, no. Se mi zdi, da se pravim, ne kompliciram preveč, no. Ga pa čuvam normalno, ne bom se drla kar tako, ne. Tako da ja, pa kakšen šal pozimi oziroma vedno, tako da je to malo vedno skozi na toplem, no. Ja. Malo zaščiteno, že ta občutek tudi verjetno. Ja, dejansko je, tudi če je mrzel zrak, recimo kar avtomatsko začneš malo skrivati, ker roka gor, da se to, da je skozi ogreto, ne, tako pač to je treba čuvati, ne, nimaš kaj. Pa si imela kdaj v preteklosti težave z glasom? Enkrat se mi je zgodil, mislim, da je bilo 2015 ali 2016, zdaj ne več točno, vnetje sapnika. Jaz sploh nisem vedela, da se to da, ker pač nisem imela tega nikoli. Ampak to je izgledalo tako, jaz sem imela en dan pred tem v bistvu nek nastop in sem že čutila nekaj na grlu, da nekaj ni v redu med nastopom in sem potem začela neke pastile, ki so imele neke evkaliptus, skratka, absolutno sem jih preveč pokonzumirala po mojem, ker sem skozi hotela, da je v redu, ne. In sem potem bruhala, ker mi očitno pač to na želodec ni pasalo. In mi je, potem sem šla pa spat in mi je očitno ta kislina, pač seveda, ker ležiš, ne, je to lepo steklo nazaj in mi je to nekako požgal, ali kaj, kot jaz vem. V glavnem to je zjutraj izgledalo tako, jaz ponavadi, ko se zbudim, ena prvih stvari je, dela, v redu, ampak to je čisto avtomatsko, sam tako malo preverim, ne. In jaz dam signal in ne pride nič. Nič. Nula. Se pravi, odpreš usta, to je tako, kot da boš vstal, pa si rečeš, bom stegnil nogo in telo ne odreagira. In je bilo, in meni nič ni bilo jasno. Panika taka, nič me ni bolel. Sam občutek je bil, kot da je vse v redu, ker tega ne čutiš, ne. In jaz poskušam fonirati neki, nič. Jaz mislim, da ok, super, si to naredila, zaradi 3 komadov, ki si jih šla odpet rahlo načeta, si nekaj pripričana, da sem si nekaj utrgala, da ni in da je konc. Zdaj pa to ni petje ali pa glas kot izrazno sredstvo, to pri meni ni vezano samo na moj poklic. Jaz sem skozi v neki glasbi, jaz tudi doma skozi je neki, pa pojem. Tudi, ko sem utrujena, sem utrujena, mi bo pasala tišina, pride en komad na radio, imam že terca zraven, ne, je že nekaj, ne morem pač. To je pri meni res konstanta, ne, in imeti občutek, da ti je en tak velik del življenja vzet, torej jaz sem bila konc, ne, nisem sploh vedela niti kje, kako nek pokličem zdravnika, če govoriti ne morem. Ja, sem res, grozno. Niti ne pomisliš, ja. In sem pol nekako prišla do doktor Hočevarjeve, pač valjda čisto zabuhla, ker jaz sem tula, to je bil meni pač tak šok, da adijo, ne. No in sem prišla potem do te naše izjemne foniatrinje in je pogledala in je rekla, glasilke so zdrave, mene valjda spet solze zalijejo od popolne sreče, ne. Je rekla, ampak sapnik imaš pa barve bordojca, ne, čist temno rdeč.
Tako da je rekla, nič, zdaj moraš biti pa 2 tedna tih in jaz tako to ni opcija, ker imam čez 5 dni predstavo. Tako da sem pol dobila zelo močna zdravila. Nikoli toliko, ker jaz maksimum, kar je bil, bila, ne vem, kakšna angina, ampak jaz pač ne zbolevam, ne, zato je tudi po mojem to tako dober prijel, ne vem. Tako da takrat je bilo, mislim, da edinkrat, da se spomnim, da sem 2 nastopa sem mogla odpovedati, ker sem imela pač pol eno operno predstavo, kjer sem imela, hvala Bogu, manjšo vlogo, ampak je bilo treba odpeti, ker ni bilo nobenega drugega. Zdaj, da bi zaradi ene male vloge, a veš, cela predstava odpadla, ne moreš tudi neka odgovornost, ki jo čutiš, ne. Tako da tisti je bil kar šok, no. Je rekla, nič čistih moraš biti, ni problema, lej, tudi to, vem, da zgleda čuden, ampak sem lahti. Tako da ja, tisti je bil kar še to, res si ne želim ponavljati, ta občutek je grozen, ker nič ne moreš povedati. Nič, sploh ne pride ven. Ti vse čutiš, da nič ne da, ker enostavno ne pride niti skupaj, niti se ne more pod tlak ustvariti, pod glasilkama, da bi to sploh nič ne moreš. In je bilo to je bilo, In pol takoj tudi, ko so zdravila prijela, medrol sem dobila, ne, seveda. Ko so zdravila prijela, ki je pol v bistvu že zelo hitro, no, že naslednji dan bi že lahko se že nekaj oglašala, ampak sem bila pač pridna in sem bila res tih. Tako da sem pol tisto odpirala, pa sem pa imela spet en teden tudi nič, tako da sem bila tih. Wow. Tako da je sin meni bral pravljico, ne obratno. Tako da ja, je bilo kar, to pa, grozen občutek. Pa še zjutraj, ko si malo tak še zaspan. Vse to, ne, najprej sem mislila, saj sam, ne, in pol, a veš, se odkašljaš. Nič, kaj to nič? Grozen, res. Ampak glej, moraš potrkati, to je bilo pred 10 leti. Že je. Kaj gre hiter? Se pravim, pol leta že decembra, veš. Ja, v bistvu res. Hiter gre hiter, ja. Ja. Grozen je bilo res, tako da. Zdaj, ko smo bile pa pri bolečini, pri hudi bolečini, sem se pa spomnila tudi, da si rekla, da ko si začela z opero in odkrivati ta glas, da ko si vadila, da so te v bistvu bolelo. A sem jaz to prav razumela? Ne glasilke, ne, ker sem celo življenje tudi pela v zborih. In sem imela srečo, ker smo imeli vedno tako dobre zborovodje, ki niso nič delali z nami na silo, se pravi, je bilo to vse zelo sproščeno. Mene nikoli ni to mogoče pri procesu mutacije malo, ker sem pela zelo visoko, govorim pa relativno nizko, ne, in v zborih sem vedno pela prvi sopran. Po, ko sem se pa lotila opernega petja, pa je seveda tudi profesor sicer najprej ugodil moji želji, da bi bila sopran, ampak po 3 mesecih sva videla, da nima smisla, da sem absolutno mezzosopran, ne. Tako da sva se pol lotila tega drugega repertoarja, ampak nisem bila pa navajena, bom rekla, nisem uporabljala celega telesa, ne. In mene so bolele ličnice, ker to je ta muskulatura se mora tudi razviti, ne, ker to je malo bolje vse dvigneno, ne. Bolel me je hrbet, ker pač to uporabljaš, se pravi, govorimo o rebrnem vdihu, ki je res močen in da tle držiš, se pravi, pri petju v grobem gre za to, da držiš mišice, ko vdihneš, držiš v tej poziciji vdiha, tudi ko izdihuješ. Tle dobiš pač in oporo in fraza lahko dolgo traja in tako skratka gre za kontroliran izdih. In to je bilo zame novo. Ne? Nisem o tem niti razmišljala. Ne? Zdaj pa, če ti hočeš, da je glas res, da je pač v celoti izrabljen pevski aparat, to zahteva neko določeno moč tudi v telesu. Ne? Vse me boli. Noge, hrbet, meni se zdaj pa ne znam, pa kako to, da zdaj ne znam, pa se že skozi pojem, pa kako to, da mi ne gre, trmasta valjda, totalno. Ampak sem mogla to prebroditi, ne. Pa vidiš počas, da se useda, da pol se malo se moraš tudi navaditi na ta zven, ker ti ni čist domač na začetku, ne. Pol se pa navadiš in pol začneš v tem uživati, ne. Meni je bilo super to, ker sem ugotovila, da lahko dam ven en določen svoj izraz, brez da bi to zahtevalo od mene, veš, da bi me kje bolelo ali pa da bi bilo karkoli, ne. Pa super mi je bilo tudi to, ker sem pol v bistvu preko tega procesa toliko spoznala svoj pevski aparat, da bom rekla, en dober nastop ni bil več odvisen samo od sreče pa od počutja. Ne, ker sem zelo velik tremaš. Jaz imam vedno tremo, ker čutim odgovornost. Ja, vedno. Ampak bolj, ko se poznaš, bolj razumeš, da pač je trema, si nervozen, ampak aparat pa ve, kaj dela, telo ve, kaj dela. In boš šel v pravilno tirnico, ne? In boš znal in pol si itak se pol sprostiš in tako, ne? Ampak
So bili pa recimo predtem, ko pač, ne vem, če sem se malo slabše počutila ali pa če nekaj ni bilo, pa tudi ni bil kakšen ton čist tam, ko bi mogel biti. Ne? To se mi zdi pač, to je dosti normalno, no, se mi zdi. Pol mi je bilo pa veliko lažje, no, tako da sem začela še bolj uživati, da tako reči. Sam predvidevam pa tudi, da si perfekcionistka. Pri petju precej. Ja, glede na to, da smo prej rekli, da imaš vse po regalcih. Ja, pri petju sem precej zahtevna do sebe, veliko zahtevam. Kakšna druga stvar pa tudi nisem noben perfekcionist. Raj ne razlagam, kdaj ponovadi drevešček podiram. Če je še kar december. Zato, ker mi je lepo, veš, zato, ker mi je lepo te lučke, potem ampak raj ne povem. Upam, da še ne stoji, da še vedno ne stoji. To ne. Sem ga, ampak zelo pazen. Vsi imamo kaj. Ja, veš, kaj dobro je tudi to, ko imaš več prostorov v hiši, pa ga pa prej skriješ. Veš, pa se te ne moti, ne? Ja. Ja, enkrat je treba. Ne, pri petju ja, no, druge stvari pa nisem toliko. Veš, tako ti bom rekla, tisto, kar je odvisno od mene, tisto imam res rada narejen. Se pravi, če vem, da je nekaj odvisno samo in zgolj od mojega inputa, pa če si želim dobro, pol bom šla do konca. Ja. Ne? Skušam pa, no, da tega ne prenašam na druge ali pa da nimam istih pričakovanj od drugih. Ne? To recimo sploh v procesu, zdaj, ker sem docentka na akademiji in imam študente in se moram včasih opomniti, ne? Da pač nismo vsi isti. Ne? Nič narobe, sploh ne, ampak pač vsak ima neke svoje posebnosti, da je tako reči. Pri petju pa ja, tle sem pa kar, tle pa hočem, da je točno tako, kot sem si je zamislila, če ne samo sebe kregam. Kaj pa še kakšna neuresničena želja na poslovnem področju, torej pri petju? Na poslovnem področju, mislim, v karieri. Želja, bolj mogoče kakšne sanjarije, ne? Tako, Ja. Seveda bi si želela na kakšnem velikem odru stati, ne? Velikem v smislu teh naših evropskih in svetovnih opernih hiš, ne? Ampak to so želje, to so sanjarije, to je, če kdaj, absolutno in z veseljem, ne? Ampak to ja, veš, da bi si želela. Katera dvorana, kot je res wow? Bila sem na Dunaju, bila sem v Berlinu, bila sem v Parizu, kjerkoli od teh. Miransko skalo si tudi želim še doživeti z pevskega, se pravi, da grem poslušati predstavo, bila sem noter. Metropolitanko, Sydney, pa velikih je, tudi gor Skandinavija. Tako bi doživela kakšno tako dvorano z druge strani, ne samo z publike. Ja, to bi bilo verjetno kar noro. Ja, to bi bilo, ja. Pa se mora biti sanja, ne? Absolutno. In želje. Ja. Tako da tono mogoče, ampak drugače pa se mi zdi, da kar lepo grem korak po korak. Sem zadovoljna zelo s tem, kak gre. No. Kakšna je pa nuška na domačem kavču? Lena. Ja. Ja. Polhec. Polhec, ja. Ne, če pridejo kakšni prosti dnevi, je en dan zagotovo v horizontali. Res. In to brez kančka slabe vesti. Si vzamem, počivam, minimalni sprehodi, ki sem tja, da ne rabam na nič misliti. Tako. Drugače pa, se ne vem, če sem kaj bistveno drugačna. Tako, no, pač moram se spočiti, ampak drugače pa isti princip. Pač na glavo pa gremo. Ampak drugače pa sem slišala, da zelo rada kuhaš. Ja, zelo. Pa bereš. Ja, to je... To pa sta kar umerjeni dejavnosti. Ja, za branje mi je sploh žal, ker nimam toliko časa, kot bi si ga želela. Za kakšno, bom rekla, malo debelejšo knjigo ali pa da imam malo še drugačno vsebino. Ne? Ker veš, vedno nekako bereš po sklopih, ker ti ne uspe skozi. Ne? In pol, v tem smislu mi najbolj prav pridejo kakšne kriminalke, recimo, ki jih imam zelo rada, to zvrst imam res rada. Ker lahko tudi, če prekineš, nisi toliko zgubo rdeče nitke, ne? Za kakšne druge stvari. Recimo, zdaj sem brala, oziroma berem o Dušku Popovu. Mislim, da sem na Kindlu, kjer sem našla eno knjigo. In se toliko zgubiš, ker je toliko enih imen, pa šifrirnih, pa tako on je bil bojda navdih za Jamesa Bonda, ne, skratka, naših špijunov, naših jugoslovanskih špijunov in tako. In se tako zgubiš, pa taček, kje je že tega omenil, čak moram iti spet nazaj, ne, in to bi res mogla v enem kosu prebrati, zato da rdečo nit držim, ne. Ampak zato so dopusti, ne. Ja. Lani sva s Tamalin, ko sva šla, mislim, da sem jaz prebrala 8 knjig, on ene 4, tako da
najin kovček je bil knjige, pa lajde brisača kopalke. Ja. To je to, ne? Če že. Ja, to imam res rada, no? Ampak to od majhnega. Res sem vedno ful rada brala. Moja mami tudi, no, tak knjižni mol, tudi ona, tudi knjižničarka je bila. A ja. Ja. Tako da sem imela vedno dostop, pa tudi doma smo imeli ful knjig, pa tako. Tako da to mi je bilo vedno tak čist poseben način sprostitve, ker to res tako odjadraš, veš, ti zvečer, tudi v osnovni pa srednji šoli, veš, zvečerke, lučka lepo, pa knjiga, mislim, to je bilo meni najlepše. Tako da zdaj to kar malo pogrešam, moram reči, ampak se ni kdaj, kam, ne morem, še to, ne. Tako da si pol na dopustu malo bolj prvoščim, pa kakšen vikend, če mi rata. Kuhanje pa tudi, no, tako, pač na redni bazi, kakor se le da, pa pekane, če imam čas. Kakšne slaščice za sprobati ali pa kakšne iz preverjenega repertoarja. Tako da ja, imam rada, me sprošča to, no, ful. In katera je tvoja najboljša, kjer jo vedno pohvalijo? Ali pa če sin reče, mami, daj to nared. Ja, limonina pita, tiramisu, to so tudi naše punce, na ženskega brez filtra, to je kar zginil. Kremšnite, tako no, take. Fajn stvari, no. Pa kruh, recimo, no, kruh tudi ga pečem, tudi, kaj ga ima Luka tudi ful rad. Tako da, če imam le čas, no, ni zdaj, da vzame ful cajt, ampak moraš biti pa doma, ne. Ja. Tako da ja, to je pa tudi dober občutek je. Nekaj narediš z rokam, pa pol ditek diši, cela hiša diši, ko se kruh peče, to je meni najlepš, ne. To je res en tak čist poseben von, ne. Pa ni važno, je poletje ali zima, to pač diši, to je nekaj najlepšega. Tako da moraš paditi, kdaj ga pečeš, ne? Ker ti vedno pol zapaše topu, pa kakšen puter gor, ne? Ja. Tako da to je fajn, no. Za ljubezen do knjig si očitno že prenesla na Luko, glede na to, da je 4 knjige prebral. Ja. Kaj pa do kuhanja? Tudi zelo rad kuha, ja, pomaga zelo rad, tako da je tako zelo 14, to je... Itak je že večji od mene, ne? To tak ali tak. To je že prvi letnik? Zdaj bo šel. Zdaj bo šel. Ja, to je takole. Vsi starši rečejo, ne? Ampak res, tako, kdaj, kam, kako, hiter gre, no? Res gre hiter. Tudi zato, ker je pač, tukaj je aktivno vse, ne? Oni se res, otroci, ki so mali, to se hiter uči, to se vsak dan spreminja, on se vsak dan nekaj novega nauči, ne? Sploh takrat, ko ti misliš, da ne gleda. Ne, ja. To je najboljše so te, bom ga začel vzgajati, ti si že pol zamudil, če ga boš zdaj začel, ne, ker to se že, oni se že ful naučijo vmes, ne. Tako da to je res zelo hitro gre, no, včasih dobim kakšno sliko nazaj pogledam, pa recimo 5 let nazaj, pa je čist drug, ne. Ja, to so zdaj ta leta, ko se najbolj spremenijo, najbolj potegnejo gor v višino. Ja, ma dober je, tak hecko, no. Ti je podoben? Ja, v bistvu je en tak dober miks med mano pa bivšim možem, no. Tako se mi zdi, da je od obeh pobral. Ta dobre in tudi kakšno stvar, ki bi lahko spustil, no. Nasmeh ima tvoj? Ja, kar precej, ja, pa smisel za humor tudi. Tako da sva kar, ja. Ne, fajn je res, tak fajn je dečko, no. Fajn se pogovarjati z njim, pa zabavati, pa tako. Mislim, tak je. Čas se sam reži, k mami, kaj imaš, pa kaj ti špila. Sakano vsaj veš, po kom imaš, ne? Ja. Tomu ponovac vrnem. Tako da je tak. Mladi mož, no. Ja, zdaj pa že res, ja, v 14 letih. On te je gledal na predstavi, na stand-up? Bil je z nami, na 2krat je šel, mislim, da z nami. Pa sem mu pač razložila, povedala sem mu, kakšen je koncept in tako, in tudi povedala sem mu, kakšna je moja vloga. In povedala sem mu, da nič od tega, kar je noter, se pravi, jaz nisem črpala iz lastnega življenja. Mogoče kakšen detajlček, ki je bil pol, bom rekla, potenciran v predstavi, ampak nič od tega, kar jaz noter govorim, to se pravi, tega ni. Ne? Mogoče, ajde, rihtanje frizure pa to, ampak tudi s tem ni on. Skratka, nič od tega, kar je noter, ni zdaj, da bi rekla, to je pa pri nas doma. Ja. Ne? Mogoče kakšna trmica, ampak to je tudi vseeno, ker tudi ne bi ga na tak način izpostavila nikoli. Tako da smo to razložila, pa povedala, pa je rekel, se razumem, se kano, če boš imel kakršnokoli, ker valjda mu ne želim povzročati neke tesnobe ali pa karkoli, ne. Tako da je gledal, pa je rekel, ja, zanimivo imaš, ja, zanimivo. Tako da ampak razume, se zdaj že dosti velik, da ve, da to ni on, ne. Kaj pa, ko je bil mlajši, kako je spremljal tvojo kariero? Šel je tudi v opero, mislim, da je gledal Pepelko, ki je taka lepa zgodbica in tako, druge vloge moje pa nekako se mi takrat ni zdelo, da bi bilo fajn, da jih gleda, ker so me ali ubili, mislim, se pravi, ali z nožem zabodli, Carmen, ali zažgal,
Devica Orlanska, tako, pa se mi je zdelo, da mogoče pa. Ampak je bil kdaj tudi z mano na kakšni vaji, tudi polk je bil starejši, tako da gre pol pogledat, pa mal vidi, pa tako gre. Mislim, mu je zanimivo, tudi na kakšnih koncertih je bil. Ko je bil pa mali, se pravi, govorimo tam, ne vem, 2, 3, 4 leta, tisti je bilo pa mečken težji, ne, ker me ni bilo zvečer, ampak se je bil pa oči. Tako da se je vse dal, ne, ampak nekaj časa je normalno rabo, da je malo razumel, da ima pač mami malo drugačen poklic. Pa tudi mami je rabila nekaj časa, da se je s tem sprijaznila, ne. Zagotovo, ja. Ker rabiš to, ne, ker tebi je tudi fajn biti doma, ampak pač tako službo imam, ne. Moraš to sprejeti. Drugačno, ja. Ja, tako ne. Ima pa svoje pluse, ne. Lahko sva šla pa, ne vem, ob 2 popoldne v kino, če nam je pasal, recimo, Ja. ne. Tako da ima pluse in minuse, tako kot vse, ne. Itak. Kaj pa, če gledaš zdaj nazaj, se mi zdi, da vedno imam, oziroma večina gostov imajo majhne otroke, ne? Zdaj pa tvoj otrok je pa res že 14, to je že ena taka, kaj če gledaš nazaj, se ti zdi, da si res dobro naredila? Da zdaj pogledaš Luko, aha, tako si rekla, mladi mož, Ja. na kaj si res ponosna, ali da si mu predala, ali... Ne vem, če glih predala ali pa tudi, ampak mi smo se vedno z njim pogovarjali. Stvari skomunicirali, tako da on zna zelo lepo artikulirati tudi svoje mnenje, zna povedati, če ga kaj zmoti, čist normalno, tako to. Prejle sem imela nekaj, pa mi je pobegnilo, neverjeten. Ja, to pa tisto, kar smo mu obljubili, tisto smo izpolnili. Se pravi, nikoli mu nisem na prazno nekaj obljubljala. Ne? Ni bilo, ja, daj se bomo šli. Če sem vedela, da lahko, pol sem rekla ja, če sem vedela, da ne, sem rekla, lej, se bomo pogovorili, moram to pa to ukalkulirati, skratka, nikoli ni bilo nekaj na prazno. Tudi kazen ne. Se pravi, tisto, kar sem mu obljubila, kar smo mu obljubili, tisto se je sprovedlo. In se mi zdi, tle sva bila zelo dosledna, no. Sva se tudi o tem pogovarjala in tako in se odločila, da bo tako, no. To se mi je zdela zelo dobra popotnica, da pač dogovori veljajo. Ne. A si že kdaj razmišljala o tem, ali sem te zdaj postavila? Ne, malo si me presenetila, ja, ful dober, mislim, ampak ja, se mi zdi, da to, no. Pogovor, veš, vedno se ga je upošteval v smislu, pač povej, ne, ti povej tudi, kaj bi ti, ali bi kaj drugače, ali kakšne so želje, tako. In se mi zdi, da je to on tudi zelo, je pač tudi tak tip človeka, da lahko tudi ne bi funkcioniral, kaj pa jaz vem, ne. Ja. Ampak pri njemu je, no, se je obneslo. To pa mogoče res ta ljubezen do branja, no, to tudi, ampak to smo res čisto od majhnega, no, skozi. To je bilo pol urce za pravljico, pa stisence, pa malo prebrati in to je bilo njemu. In tudi zelo hiter je, zelo podobno kot jaz, kot majhen. Zelo hiter je znal pač vse na pametne, celotno pravljico. A je tudi to? Ja. In to buh ne da se zmoti še kakšni vejici, ne. Je to, ne, veš, tukaj je pa tole. A ja, prav imaš, ja. Veš ti, ko bi malo preskočil kakšno stvar, ne gre, ker je bil računalniček skozi vklopljen zraven. Tako da, enkrat vem, da sem na morju, sem obrala pravljico in pač jaz sem bila zaspana, ne. In berem in ker naenkrat slišim Lukata mami in slišim več tvojega glasu, bi rekla, ker sem seveda zaspala. Ja. Knjiga na glavo, mislim to. Ampak je. To se mi zdi, da je pa krno, to sem pa zelo vesela, no, da ga veseli, da rad prebere. To mi je pa fajn. Ker je tak tudi dober občutek. Pač, zdaj ga tudi samo knjižnico, pa tako, ampak včasih smo če je imel kakšno serijo zelo rad, smo šla v mladinsko knjigo, pa smo si izbrala, pa sva kupila in to je tak. To je kar tak ritualček, no, ki ga imava rada. Greva vsake te greva malo pogledati, ne. Lepo. To je tudi en tak čar, da imaš svojo knjigo doma. Ja. Čeprav čar je pa tudi, ko primeš zdelano knjigo. Ja, oboje je super. Ne. Zdaj tiste, ki smo jih kupili, so pa tiste, ki jih je lušten še kdaj kasneje spet vzeti z drugimi očmi v roke, ne. Tako da ja, bere pa slovensko in angleško, no, tako da je zelo marat in to mi je super. Kam pa greš letos na dopust? Zdaj sva čisto zaplavali v knjige poletje. Veš kaj še iščem, razmišljam, moram najti nekaj, kar mi bo v redu. Vsakič grem mogoče malo dragam, mi je pa zelo pomembno, da je ob plaži, pa da je mir. Hrvaška ali kakšna druga država? Mislim, da bo kar Hrvaška. Bom pa videla kam, no. Ampak se pravim, samo to iščemo, da je lahko kakšna senčka že takoj zraven, da nisi skozi na soncu. Pa da je mir, pa da to.
ležalnik, pa Knjige. knjigce, pa kaj pojesti, pa je to. Tako. Zdaj pa greva še na kratke vprašanja in kratke odgovore, čisto za konec. Okay. Tako čisto po naravi, ali si jutranja ali nočna ptica? Nočna. Absolutno. Kaj bi svetovala mlajši sebi? Ne vem, med 15 do 20 let, tam nekje. Veš, ko za nazaj je vedno tako hvaležno pa nehvaležno gledati, veš, ker s temi možgani bi marsikaj drugačne. Še kaj bom rekla, bolj posluši svojo intuicijo. To bi rekla. 15-16 zagotovo. Ali imaš raje sladko ali slano pri grehu? Bom rekla sladko. Ja. Sicer ponovadi ne čist brez podlage, se pravi, mora biti vezano na nek obrok in tako, ampak če mi daš na izbiro, definitivno sladko. A si takšna oseba, da obžaluješ za nazaj, ali misliš, da se je vse zgodilo z razlogom? Absolutno se vse zgodi, pa ne bom zdaj rekla z razlogom, ampak veš, v danem trenutku s tisto pametjo in izkušnjami, ki jih imaš, se odločiš tako, kot najbolj veš. Tako da zdaj seveda ti je kdaj za kakšno stvar žal, pa bi naredil drugače, sam nisi mogel drugače. Ja. Tako da ja, drugi del izjave, se pravi bolj z razlogom, oziroma takrat je bilo možno najbrž samo to. Ne, vedno imaš neke opcije, ampak se odločiš za eno in kaj boš pol za nazaj gledal, ne moreš popraviti. Je že mim, ne? Ja. In pa še za na konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se še ga danes spomniš? Najlepši kompliment. Zdaj, ponovadi pohvalijo moje oči ali pa nasmešek, tudi glas seveda. Mi je pa enkrat eden rekel po enem nastopu, ne vem, kaj sem že, ali smo z Blažem Juričičem, ne vem, ali smo imeli nek jazz ali gospel večer ali nekaj tako. In je prišel en gospod do mene in rekel, kaj se to se bo slišal zelo nekorektno, rekel, ampak veš, v tebi se skriva ena tako dobra črnka. Vem, kaj hotel povedati. In je bilo tako, wow, the best, super, hvala, ne. To mi je zelo ostalo, tako, ko smo se ful nasmejali, tako lepa stvar, no, ampak da bi zdaj rekla, da bi bilo nekaj prav tako ekstra, pa ni bilo nič tazga, no. Se ta je bila ful dobra. Ja. Ena bo zapolnila si, ne? Ja, tako, to pa absolutno, ja. Nuška, hvala za tvoj čas. A sva že končala? Ja. To pa res A bi še? Zdaj lahko to. Ne, moramo naprej. Moramo, ne? Tako. Hvala. Hvala za vabilo.